ful je težko slišati zase, da ni dosti dober. To, da sem jaz posvojena, jaz se zaradi tega ne počutim manj vredne. Počutim se pa manj vredne zaradi te travme, ker me je pač nekdo zapustil. Jela Kos. 16 let, kaj jaz to vedno rečem, je bilo vedno tako, ful mlada. Ampak zdaj zares pomislimo, kje smo bili mi pri 16 letih. Noro. In jaz sem začela pol svojo biološko mamo jemati čistko, koliko težko je te mogli biti, da pač si ti rekla, ta otrok si zasluži boljši life, jaz grem stran od tega. Prve mesece je bilo ful naporno. Čeprav sta prišla starša po mene v sirotišnico, jaz nisem znala ne plazati se, ne sedeti, ne hoditi. Osnova je to, da ti svojega otroka ful opolnomočiš s tem, da je pač on good enough. Vedno ti bo dal smisel, zakaj? Ker ti ne boš več najbolj pomemben. Mene je iz tega vsega mal rešil moj partner. On me je spoznal zdaj točno tako, kot sem in me ima pač rad. Mogoče pa ni treba skozi neki delati, da sem likeable, da sem people pleaser. Slaba sem o tem, koliko sem vredna, ampak želim si, da ljudje, oni pa vejo, da so dovolj vredni. Zakaj to delam, to je čist brez veze, kdo pa to bral. Pa sem zgradila tudi jaz tako en mini community, da zdaj v bistvu ustanavljam jih zavod tudi. Kaj pa nekdo, ki se recimo počuti osamljenega? Kaj pa tak človek v taki situaciji mogoče lahko naredi? Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Da smo ful počasni v medicini. Da glede na to, kaj smo sposobni kot ljudje že narediti, da gre preveč fokusa v neke druge stvari, kot pa v to, da bi dejansko stvari pozdravili, da smo ful odzadaj. Tako ta celična znanost, da če tako pogleda nek laik, reče, wow, le koliko to napreduje, ampak da ne, da smo še zmeri odzadaj. Ja, veš, tudi pri nas je konkretno ta protonska terapija, ful je vložka, ful je investicije, pač za ljudi, ki v to investirajo, da to zgradijo, roji pa ful pozno, to čez 15 let se tebi to obrestuje, to je pač nek protonski center stane, 20 milijonov, veš, preden ti to nazaj obrneš, traja, čeprav so zdravljena draga, in pol tudi tega malo nočemo delati, smo bili tudi v Sloveniji, da bi v Ljubljani delali protonski center, za zdravljenje, smo bili že ful bliz, pa se je vlada zamenjala, se veš, to kar sem pregovorila in pol je bilo, iz nič smo začeli in zdaj je to čisto holdno, ampak ja, to so pač ful drago, folk mogoče ne vidi to, tako se rekel, da ni to dovolj hitro in pa pač ne investirajo več. Pa. Ja. Jaz sem sam skeptik zato, ker se mi zdi, da se poteze delajo zato, da služijo, ne zato, da bi ljudi pozdravili. To mi je tako ogabno, da smo ljudje dejansko tok, vse nočem zdaj nič blatati karkoli, ampak Tle imamo problem s prejemanjem tega, res, ker se vidi, zdaj že pač vidi se, ampak ja, ne bova to kot tem, zanimalo me je, ker si prej začela še pred podcastom. Ja, rekla si, da si več epizod poslušala, da v bistvu smo te mi kontaktirali, da prideš, ja. In ker si dobila message, kakšen je bil občutek? Ful dober, ful lep, ampak hkrati sem bila pa toliko prestrašena. Tako, kaj ne zdaj napišem? Se po mojem sem tudi tako odgovorila, da ful z veseljem, sam da ne vem, če sem sposobna to izvesti. Ampak pol sem pa res premislila, in ni about me, je zato, da pač jaz dam nekaj ven iz sebe in bom že potrpela. Zdaj, če mi bo pač malo trema, malo vse tako, ampak važno je, da ljudje slišijo, kar morajo slišati, kar pač jaz hočemo zaveščati. In ja, to pa še zraven. To si ful dobro rekla zdaj, ker lih ta občutek biti dovolj, ali pa biti dovolj sposoben karkoli, dokler je centriran okoli tebe, si opasti, da kakor si sposoben, to, kar si ful dobro rekla, it's not about me, da je to za druge, ti da priliko, da v bistvu malo bolj objektivno nase tudi pogledaš, pa si rečeš, ok, kaj pa jaz lahko dam, Tako. Ja. Zdaj upaš, da je dober, lahko ne bo, ampak vsem, pač probo si, namen imaš, to je tvoj namen in probaš dati, Jaz sem nehal upati, da bo dober. Jaz sem samo želel si, da bom sposoben ostati avtentičen, iskren.
da me ne bo potegnil neki v to, da bom probal biti nekaj, kar nisem, zato da bo ljudem bolj všeč. a ne. Točno to. Ja, ker to samo v preteklosti veliko delo. Srednja šola, klovna špilat, a ne. Ne rabiš meni to razlagati. No, To je jaz. bil moj cel life. Ja. Res. Kje bova začela? A začneva na začetku? Dajva. Zanima me malo, kako si prišla nekako do te mentalitete, po drugem tudi omenila si Sara Isakovič, da ti je blizu. Ja, mislim, kako sem prišla do te mentalitete? Ful dolg nisem. Iskreno, mene je iz tega vsega mal rešil moj partner. Spoznala sem ga tako, da se mi ni bilo treba truditi zanj, ker je bil tako človek, ki si nikoli ne bi mislila, da bo moj partner, pa oče mojih otrok, a ne, ki je bil moj sodelavec. Aha. In pol, ko se je to nekako začelo odvijati, sem takrat začela dojemati, da ja, pa se sem dovolj, on me je spoznal zdaj točno tako, kot sem in me ima pač rad. Sej te imajo starši radi tudi točno tako, kot si. Sam so starši, se veš. Malo imaš občutek, da to je naravno, da me imajo oni radi, da te pa en izbere, da te ima rad, a ne? Je pa tako, ful bolj tako ceniš to, a ne? In Gašper je bil tisti, ja, ker pač sem mu bila všeč točno taka, kot sem. In takrat sem začela graditi to. Ok, mogoče pa ni treba skozi neki delati, pa vlagati energijo, da sem likeable, da sem people pleaser, a ne? Zato, ker unik, jih imam okrog sebe, me imajo radi, tam sem varna in sem točno to, kar sem. In imam ful dobre ljudi okoli sebe, a ne? In pa sem začela malo spuščati to, no. Odkar sem prišla z njim v zvezo, se pravi, to je zdaj 7-8 let nazaj, in sem začela ful rasti, ne. In on mi je ful pomagal, druga prelomna točka je bila pač pol, da sem ratala mama, se ti pa zašiftajo prioritete čist in prvič nočeš tega vzorca dati svojemu otroku, moraš ful delati na tem, ne, da on ne bo tako, da bo mislil, da mi more skozi meni ugajati ali komorkoli, a ne, to. Pa ja, ker se ti prioritete toliko zašiftajo, si tako, ne moram delati tako, da nam bo cool v lifeu, samo to, da ne bom zgubljala energije nekje, ker tle gre res ful energija, ne? Da si ti skozi likeable, da si ljudem všeč, čisto vsakmu. Konstantno, ja. Ja, točno to, nikoli reči ne, pač, in to se pozna in v odnosih, in pri delu, in povsod, pač to je res naporno ful. In ko se malo tega osvobodiš, je tako svoboda, no, res. Zakaj misliš, da je toliko pogosta občutek, saj jaz ga velikrat slišim, zaznam od ljudi, ta občutek ugajalca? Zakaj misliš, da je toliko pogost? Ne vem, zato ker je ful je težko slišati zase, da ni dosti dober, a ne. Jaz mislim, da smo ljudje že malo poseb samo kritični, a ne. Če se ti pa zgodi sploh kakšna taka zgodba, izkušnja, te pa to vseeno ful zaznamuje, a ne. Zato ker, ne, če se zdaj navežem na to, o čemer bova verjetno danes govorila, ne. Ja. Pač mene s posvojitvijo, to, da sem jaz posvojena, jaz se zaradi tega ne počutim manj vredne, a ne. Počutim se pa manj vredne, mogoče zaradi tega, zaradi te travme, ker me je pač nekdo zapustil, še takrat, ko nisem imela izbere sploh se dokazati, a veš, ti si nebogljen otrok, pa te tvoja biološka mati pusti, a ne. Čeprav si majhen, čeprav se tega ne spomniš, to ti pač cel življenje veš. Mislim, takrat, ko zveš, da si posvojena, ne. To raste s tabo. Tebe je nekdo pustil tam, še preden si ti sploh lahko dala kaj od sebe, a ne. In nisi bila dovolj, očitno, a ne. Kdaj si izvedela, da si posvojena? Tako prve spomine imam, ko sem stala nekaj 4-5 let, Ja. ampak zdaj pa to ful zanimiv, ne, ta naša glava. Moj spomin je, da smo gledali televizijo, pa da je ženska dojila otroka, a ne? Ja. In da sem jaz takrat mami vprašala, mami, si ti tudi mene takole dojila? A ne? A v real lifeu je bilo pa, da sva se z mami kopale. A ne? Mi je ona to pol povedala. Ne, mi sva se kopale in si me isto vprašala, ker si pač videla prsa, a si me ti dojila, a sem jaz pila mlek iz teh tvojih prsa, ne? In takrat mi je prvič rekla, da ne, ker nisem mogla, ker te je rodila druga gospa, vzela se te pa midva z Atijom, ker ona ni mogla poskrbeti zate. In takrat je bilo zame to, vse veš, ne razumeš si star 4-5 let, tega sploh ne razumeš in veš, da se ti je malo nekaj zgodil, malo drugače kot ostalim, ampak ti imaš super life, ti imaš hude starše, tebi je vse dober in pač ne daješ pozornosti na to, ne. Kako si pa od te točke pol naprej, kako se je nekako ta povezanost med tem, da si posvojena, pa tvojim obnašanjem v družbi kazala? A se mogoče spomniš tako mogoče? Ja,
kolikor vem, kolikor se spomnim, se pravi to, ko si otrok, sem bila ful sramežljiv otrok. Se pravi, ko smo bili na obisku, sem komi upala prositi, da sem žejna, povedati, da prosim še en kozarc vode. Kaj je prišel, ne vem, tovornjak s sladoledom pred bloka, ne? To so še te cajti, ki je Family Frost vozil sladoled. No, mi je mami rekla, pej dol po sladoled, jaz pač nisem upala iti dol po sladoled, ker mi je bilo pač weird imeti to neko komunikacijo z nekom, ki ga ne poznam, pa, a ne. Tako na začetku sem bila ful sramežljiva. Pol je prišla ta osnovna šola, ki je bilo pa tako. Pri nas v osnovni šoli je bilo vedno vsak začetek leta je razredničarka na glas prebrala tvoje podatke. Eden izmed podatkov je bil tvoj kraj rojstva in ti si mogel potrditi, da je to res, a ne. Moj kraj rojstva je bil Škofja Loka, ne. Ni bil Kranj, ni bil Ljubljana, ni bil tako, zato ker, ko so mene posvojili iz Bosne, so mojim dvema rekli, zdaj lahko ostanejo podatki taki, ki so, lahko pa pač to uničimo in ona začne čistko formalno novo življenje v Sloveniji, a ne, takrat je bila itak še Juga. In sta se moja dva to odločila in potem običajno dajo domači naslov, domače mesto, dajo tudi za mesto rojstva, ne. In takrat so moji to naredili, ker se mi je še vsem zdel bolj Škofja Loka kot Banja Luka, ne. No in pol tam vedno v razredu je bilo Ela Kos, rojena v Škofji Loki, in že prve 3 razrede nič, a ne. Pol so pa začeli že tudi otroci, a ne. Zakaj pa ti v Škofji Loki, zakaj pa to je pa čudno, ne. In mi smo imeli doma zgodbo, jaz sem bila doma rojena. In jaz sem ful dolg časa govorila, sem bila doma rojena. Pa si vedela, da nisi bila? Ja, takrat sem že vedela, da nisem bila. Prav si lagala v bistvu. Ja, lagala sem. Ne toliko zaradi tega, da bi bilo mene sram, da sem posvojena, bolj zaradi tega, ker smo res vedeli, sploh takrat, da sovrstniki itak ne štekajo. Tudi v širši družbi, pri odraslih, ta tema ni bila lih najbolj vsakdanja tema, ne. In pa smo se mi takrat tako odločili, da zaenkrat govorimo, da sem bila doma rojena, počasi bomo pa že, tudi ko bomo starejši, to zgodbo nadgrajevala, ne. In tudi meni sta jo moja dva ful lepo nadgrajevala čez otroštvo, ne. Ja, no pa nekako vsem se je v enem 5., 6. razredu valjda zvedela, da sem jaz posvojena. V bistvu mislim, da nisem nikoli sama povedala, da takrat so bile še učiteljice tiste, ki so to dale naprej, pa je bilo meni okej, ker v resnici še lažji po eni strani, ne. Da nisem mogla jaz tega, ne. No, in pa se je včasih začeli, ja. Pa smo šli pa po šoli domov, pa smo bili na igrišču, pa smo se kaj mogoče skregali, pa je bilo, dej, kva boš ti govorila, ti sploh nimaš svoje mami, tvoja mami te itak ne mara, kak te bomo sploh ni mara, veš tako. Fuck. Ja. Ampak, ful presenetljivo, vse so me prizadele te stvari. Ja. Jaz sem bila res toliko polnomočena s tem, da je posvojitev nekaj dobrega, čeprav po eni strani tragičnega, ampak meni se je zgodila lepa zgodba in jaz nisem s tem nikoli tako pol, da bi pa jaz prišla domov pa ful traumirala, škva so meni rekli, jaz sem bila okej, a ne. Takrat sem imela občutek, da sem okej, a ne. Vedno sem valjda mami povedala, kva se mi je zgodil, mi smo se doma lepo pogovorili, da bo kdaj težko, ko jo zvedeli ljudje, da pač tudi takrat sem se naučila takih ljudi ne rabiš pol jih ful blizu sebe, ne. No in tako se je pač sem jaz začela odraščati s to zgodbo in skozi bolj sem bila confident s tem, da pač jaz sem posvojena, zato nisem nič manj, ker sem posvojena, ampak vem pa, da mi je ta travma dala določene simptome, ker sem jih nosim ene še danes, ene sem jih pa probala mal spucati čez leta, no, še lahko tako rečem. A si kdaj podoživljala interakcije s temi otroci, ki so te zbadali? Mislim, ki so ti te stvari, ki so ti te grde stvari povedali. Mogoče ti lahko dam moj primer, ker ni pač je povezan z drugo stvarjo, ne, je bil bolj bullying scena, ne. Jaz sem kasneje, 4 leta nazaj, 3 leta nazaj po moje, ker sem se dosti odprl za te zadeve, v neki meditaciji videl pač spet ta prizor in se ga prvič nisem ustrašil oziroma nekaj povezal, pa sem samo probal opazovati in me je dejansko pelil v dom tega fanta in sem videl, kako ga oči tepe. Wow. In sem ga objel, tega fanta, in od tiste točke naprej jaz se mi zdi, da sem nekako nekaj spustil, predvsem nek strah ali pa zamero, pa razvil neko pač sočutje do teh ljudi, ki te grde stvari mogoče kot otroci delajo, ker niso žlehta, ne. Ja. Veš, nekaj se je tudi njim zgodil, da je
to vam pršala. Ne? Tudi ona je nekaj tazga rešila. Z tega vidika mislim, če si kdaj mogoče na ta način tudi se vračala. Mislim, ne čistko, je bilo pa res, da jaz nikoli nisem na te žaljivke tako reagirala, ne? Niti takrat, niti zdaj, zato ker točno to. Jaz sem vedela, da oni ne vejo, o čem sploh govorijo. Lih to, da oni že niso. Takrat? Ja, se pravi, jaz sem takrat toliko že kar šur o tem, da posvojitev ni slabo, da to mene ne morejo s tem zbadati. Ampak to je pa zasluga mojih staršev, ne mene. Ne? Pa zato, ker smo res skozi odkrito govorili. In tako praviš, v bistvu razvijaš sočutje. Sej on ne ve, sej ni on kriv, da njemu doma o tem nič ne govorijo. Ali pa tako, da se mogoče oni doma do drugih obnašajo malo drugače, grdo mogoče. Vse to vidi doma pri starših. Veš? Sej ni bilo to, da so me vsi zbadali. Točno vidiš, da so pač vzorci od doma. Ja, ta del spoznaš pol, ampak ja, prej pa sem vedela, da ni on za nalaž zdaj žleh do mene. Jaz žleh zato, ker pač mu nekaj dela ni bilo všeč, kar sem naredila, whatever, ampak ni bilo, da sem jaz kakorkoli nazaj reagirala in tudi danes ne. Ja, se mi zdi, da se zdaj tudi, ko si starš, ne, pa se bo slejka prej pojavila kakšna priložnost, kakšen izziv, kjer bo tvoj otrok mogoče zbadan itd. Kaj misliš, da je nekaj tazga, kar kot starši lahko v takih situacijah otroku damo? Kako se s tako situacijo spoprijeti? Jaz mislim, da osnova je to, da ti svojega otroka ful opolnomočiš s tem, da je pač on good enough, da ga bolj take stvari čim manj ganejo. Jaz mislim o tem, jaz pač mojemu otroku velikrat povem, pa evo, to je tudi od Sare Isakovič, naprimer, zmoreš, beseda zmoreš, Ja. Jaz sem se jo nalezel, ta Sara, če to gledaš, zdaj sploh ne veš, Po mojem se ti skozi kovca. Ne res, ampak da mu rečeš, zmoreš to, super si, ali pa vem, da nisi to za nalaž naredil. Sej ne gre vsakič, valjda, včasih se ti mudi, ampak mislim, da to, da otroku daš vedeti, dovolj si, svoj človek si, ne rabaš meni ugajati, ne rabaš drugim ugajati, valjda sprejemi kompromise, ker drugače ne boš prišel čez life, ne moreš biti razvajena rit, ker bo vse po tvoje, ampak noter pa se pa zavedi, da si pač dovolj. Tako da jaz mislim sam s tem. Jaz si ne predstavljam, da bom una mama, ko prfla v vrtec, pa tam rentala, kdo zdaj mojega otroka? Pač ne. Mi se bomo doma to pogovarjali, tudi mi smo tako delali. Doma se ful pogovarjati, da pol priješ ti v šolo ali kamorkoli, pa si s tem karkoli se ti pač zgodi. Ja. Na tak način. Zakaj sta se tvoje dva starša odločila za posvojitev? Najprej sta prehodila pot neplodnosti. Prva stvar je to, da sta se kar pozno spoznala v svojih 30-ih, 30 sta bila stara. Potem sta valjda želela imeti družino in nista je mogla imeti. Najbolj bizarno od vsega je to, da pač sta oba bila zdrava in očitno samo nekompatibilna. In tle se mi zdi tak big respect, da je to ta neka ljubav, da kljub temu, da veš, da verjetno s komerkoli drugim bi lahko imel svojega biološkega otroka, in da pač ostaneš skupaj in greš v to, da boš dobil družino pač na drugačen način. To sem bila jaz, takrat ne štekaš, ker si otrok, zdaj, ker imaš pol svoje partnerstvo, svoje odnose, svojega otroka, pa pač vidiš, wow, kakšna velika odločitev je to, Ja. No, in pol sta hodila valjda na IVF, na umetne oploditve, ni šlo, ni se prijel. In pol je v resnici tati rekel na koncu, je rekel, pač dovolj je, ti si pač fizično hin, moji mami, psihično niso več dej, kaj če posvojiva otroka. In res, potem sta začela praktično kuj o tem razmišljati, malo sta mogla valjda tudi požalovati to, da pač biološkega otroka ne bo. In sem vesela, da sta, zato ker pač tudi to je, če pol ti ful hitro posvojiš, si malo zakrpaš neko rano, in tle se mi zdi, da sta ona dva kar dobro kot partnerja speljala to, da sta si vzela čas, pa šla v posvojitev. In pa sta me v bistvu ful hitro dobila, malo sta imela vez in poznanstev in je šlo to kar hitro. Mislim, da je prej v enem letu so jih poklicali, da jih čaka en otrok. Je pa res, da nista želela nič vedeti, a v punčka, v fantek, zato ker moja mami si želela, da bo to tako kar rojstvo. Pač, kar dobim, kar mi narava da, mi pač narava da.
No, in nista zares nič zbirala, no, kaj bi. Tako. A si se dosti pogovarjala o tem z njima? Mislim, se pogovarjaš dosti o tem z njima. Torej, kakšen je bil pol proces za nju? Kako sta pol doživljala to, ko sta enkrat to naredila? Da sta se odločila za posvojitev, Ja, ali ko in sta posvojila? Ko sta posvojila, torej ti si že doma zdaj, Jaz sem že doma zdaj. prve dni. Prve dni je bilo ful naporno, prve mesece je bilo ful naporno. Moramo se tle zavedati, da čeprav sta prišla starša po mene v sirotišnico, sem bila jaz zdaj drugič odvzeta iz nekje. Se pravi, prvič od biološke mame, potem sem bila 10 mesecev v sirotišnici, zdaj pa spet sprememba in nekam drugam. Čeprav vem, da se tam v sirotišnici z nami niso ukvarjali, no, to je pač dejstvo, sta mi tudi starša povedala, kakšna sta me dobila, v kakšnem stanju. Je pol bilo naporno prve mesece. Jaz sem doživljala tudi ponoč neke šoke, neke napade, so pač rešilci hodili domov, zato ker meni je bilo to vse tako novo. Po mojem je tudi to, da je bilo pač toliko ljubezni, toliko bližine, toliko vsega, ker pač tega prej nisi bil navajena. Jaz sem 10 mesecev praktično v uni postelci preležala, jaz nisem znala ne plazati se, ne sedeti, ne hoditi, dobila sta me neko tako korenčkovo juho tam popacano, v postelji sem imela neko flašo. A veš, in pol to razmišljaš, da fakt 10 mesecev, pol sem imela svojega otroka, te noben te ne pohvali, bravo, le zasmejala se je, bravo, le na trebušček se je obrnila, pač tega ni, tam si, No, in pol sta me dobila, in je bilo naporno. Ati je vzel en mesec dopusta, telovado z mano na polno in sem pol že pri 14 mesecih shodila, in sem jima za to res ful hvaležna. Mami tudi, ali se je porodniška, ampak tudi tako, pol je do 3. leta delala samo 4 ure, lih za to, močna navezava na začetku. Tako da bilo je naporno za njiju, v resnici. Sam pač pravta, da ne bi zamenjala za nič. Je rekla, da ne ve, če bi lahko imela svojega biološkega otroka tako rada, ker sta imela pač mene pol, me še imata. Wow, zdaj si me malo narosila. Ja, sorry. Ne, je že v redu, ampak tako ta prizor, ki si ga zdaj govorila, torej, da neko bitje tam samo pač je zato, da ga imajo pri življenju ali kakorkoli, se mi zdi, žalosten sem. A veš, koliko tega tudi je, pa kolikokrat na to pomislimo, se zavedamo. In kaj jaz vem, kako je meni dal to, da sem dejansko svojo hči gledam odraščati in tudi v teh majhnih letih, ki praktično je samo hrana, spanje, že tam, koliko je bilo enih lepih besed izrečenih itd. Ja, pol je. Mene je bilo prvi 10 mesecev z Otonom, z mojim sinom, najlepših, ampak hkrati pa zame v glavi tudi ful bolečih. Ja. Tako, jaz vsako stvar, ki se je Otonu zgodila, sem bila jaz nazaj tam. A sem jaz tudi to tako naredila, kdo to opazil, kdo to tako. In pol ne vem, sem videla, kako Oton joka. Koliko mu pomeni, da ga stisnem, pa da ga imam pri sebi. In sem tako, a sem sploh jaz, kdo je mene stisnil, ne? Ja. A me je kdo, ali so nas pustili tam joka, se veš, pač ful je bilo nekih občutkov pol, Ja, pa ti si šla dvakrat čez največji otroški strah, ki je prirojen, v bistvu zapustitev, torej, da ostane sam, zato ker za otroka dojenčka pomeni to smrt, načeloma včasih je. In ti si dejansko to prvič doživela takoj? Ja. In pol takoj še čez 10 mesecev, sigurno se nek to zakorenina, zato, ja. Se mislim, kakršenkoli odnos je bil tam 10 mesecev, Vse, pač je bil nek odnos, to če je bil slab. In pol spet sprememba, Tako da je trajalo kar nekaj časa, da sem pol jaz, tako da smo naredili to varno navezavo, To, hvala Bogu, sta bila moja dva ful pripravljena okrog tega, sta se tudi da šla na skupine prej priprave na posvojiteljstvo in tako, in nam je uspel. In sem ful vesela in pa sem bila jaz, mogoče bil malo drugi ekstrem, ful navezana na moje starše, in to me je pol tudi včasih malo tepala, kakšne stvari nisem izkoristila, pa mogoče me pol malo to tepe še danes, ker pač težko rečeš ne, zdaj, pri starših mislim, tako da, ja, je bilo zanimivo, ampak smo prebrali. Ja. Sem vesel zate, za vse vas. Tudi glede na to, kako govoriš o njih, čutim, ne vem, da sta zelo
dobra človeka, pa ne rad uporabljam besedo dobra, ampak ne vem, Ja, fusta. čustveno zrela, kako bi rekel. Ja. Ker verjamem, da to ni lahko, a ne, ker te spremljajo misli. Ja, pa še zmeraj ni moj biološki otrok, to sigurno pridejo te misli, a ne. In da si ti sposoben reči, lej, taka je situacija, sprejeto situacijo in iz nje potegniti nekaj najlepšega. Ne vem, vidim, da si zelo hvaležna za to. No. Bolj sem hvaležna. No in lih to sprejet, a ne, jaz tudi, ko sva se z Gašporjem začela lotevati plana, da vam imela družino, ne. Dve stvari sta. Jaz sem kot najstnica, vse veš, naše glave, ko smo najstniki, ne. Jaz sem bila skozi mal frajerka, pa meni se mal zdi, da sem jaz neplodna, pa sej sen, pa kva pa je to fora, bom pač posvojila, lej, se sem jaz tudi posvojena, pa sem imamo the best, pa mojim dvema je the best, ne. Ful suvereno, koliko je to normalno, ne. No, začnemo mi dva delati najino družino, ni šlo in sem bila jaz na tem, da zdaj pa je treba iti mogoče tjale v Leonišče in meni je bilo sam slabo prvič krivda, da meni ni okej, da bi jaz posvojila zdaj. Totalna krivda, pač kako tebi ni to normalen, ampak pač želja po biološkem otroku je pač ogromna. In se sploh ne zavedamo, koliko, dokler ne priješ v te situacije, pa jaz sploh ne, da pač meni ni bilo okej, da je rešitev to, da jaz posvojim. Wow. Pa sem si odsko želela enega otroka posvojiti. Sam, ne ta prvega. Saj en mora biti pa biološki, a ne? In takrat sem v bistvu začela z vsem tem, kar danes delam v zvezi s posvojitvijo, da sem naredila profil, ker sem si rekla, če jaz tega ne zmorem, ker pač mislim, da je to nekaj pač nenormalen, ne čist normalnega, kvaj pa šele drugim, ne? Ker sploh nimajo stika s to tematiko, s tako zgodbo, ne? No in pa sem začela mal Instagram svojo zgodbo deliti, se je najdel ful ljudi posvojenih, ful posvojiteljev, tako no, in sem videla, ok, that's the right way to go, ne. No, in v tistem sem pa pol vsem tudi, no, zanosila, končno dobila otroka, in ja, pa se je pa začel ta journey postati mama, ker mi je pa v bistvu tudi moja perspektiva okrog posvojitve, okrog moje biološke mame, čist za shiftu, a ne. Tako res je, ful je zanimivo, no, kaj ti taki dogodki v življenju dajo za stvari nazaj. No. Najprej bi te vprašal glede tega, da si začela dejansko ustvarjati pol tudi na Instagramu itd., ne. Kako si se počutila na začetku, ko si to začela delati? Kakšni občutki so gor prihajali? Najprej sem mislila, zakaj to delam, to je čist brez veze, kdo pa to bral, pač koga pa to zanima, a ne. To je bila ena, pol druga stvar je bila, da sem imela okrog sebe valjda moje ljudi, ki so mi rekli, lej, če en to prebere, pa moj lažji, takrat bi bilo tebi 10 let nazaj, pa si naredila tvoj job, a ne. In pa sem si res tako rekla, Maja, če je pa en, je pa eden, a ne. In pa sem se skozi bolj tudi lahko odprla in v resnici je bil to je bila tudi mala terapija zame, ne. Dajmo zdaj še svetu to, ne samo unim okrog, dajmo povedati, kva se nam dogaja, kako se nam stvari zgodijo v življenju in pa mi je bilo nice, ko so začela prihajati sporočila, tudi tako, no, pač, pa ne mislim nič slabega, ampak tako super končno profil, ki ni samo v kodah in popustih, da je nekaj tako, ne. In ja, pa sem zgradila tudi jaz tako en mini community, zdaj imam posvojene ljudi, ki so toliko stari, kot jaz, imam posvojitelje, ki so toliko stari, kot jaz, pa zdaj posvajajo ali pa so jih posvojili. In je tako ful nice, no, tako da zdaj v bistvu ustanavljam jih zavod tudi. Sem se kar odločila, da bom imela zdaj zavod posvojitev brez cenzure, ja. Bravo. Ja, in bo to tako res za dušo, da bo na voljo pač pogovori z mano, z kakšnimi, kakšne seminarje, kakšni dogodki, da pač pridite posvojitelji, pridite posvojenci ali pa vse, ki vas to zanima. Jaz sem to takrat pogrešala, no. Tudi kot otroka, ne. Ti z nikomer ne moš to čist iskreno govoriti. Starši se pogovarjaš marsikaj, ama nikoli množ povedal čisto vseh občutkov, ki si jih imel. Sploh v najstništvu ne. Sploh, ki se gre okrog tvoje biološke mame, a veš tako. Ne zato, da oni tega ne prenesel, ampak zato, ker imaš ti tako blokado, da jih nočeš, ne boš niti riskiral, da bi jih s tem prizadel. A ne? No, in takrat sovrstniki ne razumejo, sorodniki, ok, ampak vseeno je tudi malo tako, tokrat slišiš, koliko si ti lahko vesela, da si tle. A ne? Od koga?
Pač od odraslih ljudi, od prijateljev, od staršev, a ne tako. Vedno je bilo tako, posvojena si, joj, koliko si lahko vesela, da imaš zdaj take starše, a ne. Noben pa ne pomisle, jaz sem njene starše že izgubila enkrat, a ne. A veš, tako, valjda sem vesela, jaz sem najbolj srečen človek na svetu, da imam take starše, ampak vseeno, ene sem enkrat izgubila, a ne. In pol se tebi to, sploh kot otroku, pa najstniku, ne reagiraš na to, ampak vseeno taka velika kepa se ti začne v glavi valita, ne. Sam res, jaz moram biti res ful hvaležna za to, ne. Wow, jaz moram biti ful, pa se moram ful oddolžiti vsem, pa, a ne. In tle pol pridemo do tega, teh 3 občutkov, ki so hvaležnost, odgovornost, pa krivda, a ne. Ker moraš med temi skozi nekaj šiftati, da nisi preveč hvaležen in čutiš ogromno dolžnost, ker ti okolica daje misliti, da je tebe nekdo rešil. Ja, si to. A ne? In ti moraš daj to vrniti, sploh pa kako ne jaz vrnem nekomu, da mi je rešil življenje, pač it's impossible. In zdaj, kaj, moram celo življenje svoje jaz garati, da se oddolžim ali kaj, a ne? In pol se zaveš, da to ne bo šlo tako, da to ne gre tako, in pol dobiš občutek krivde, ne? Pač, a je to res prav, ne? Jaz sem zdaj trenutno situacijo, ki je moja mami 2 leti nazaj, zrela možganska kap. Pol nekaj časa je jo imel pa čati doma, pa smo jo skrbeli za njo, kolikor smo lahko, ne. Pa je pa šatja neki ful hrbtenica, pa tako in je ni mogel več niti dvigovati, presedati, nič, ne. In jaz sem mogla, se pravi, zdaj bo junija 2 leti, jaz sem mogla svojo mamo dati v dom za ostarele, a ne. Pri 72 letih, a ne. Jaz ti ne znam povedati, da sem bila toliko na meji, ker sem mogla se odločiti, doma imaš 1 let starega otroka, pa tle imaš mamo, ki ji moraš pomagati, a ne. In hvala Bogu za Gašpara in za vse okrog pol, da so mi vseeno rekli, to je najboljša stvar, ki lahko narediš za njo in zase, ne. In sem se pol takrat to odločila. In zdaj mi je tako, po 2 letih, recimo, da sama se rečem, ni bilo boljše rešitve, to je to. Ampak imaš pa konstantno vzadi, glej, kaj si naredil, ne. Pa sem pa dobila še, vem, da sem na Instagramu napisala post o tem, da je bila to tako najtežja moja odločitev v življenju do zdaj, pa mi je ena napisala spodaj, ona je te ponudila dom, ti si jo pa porinila v doma, ne. Ko sem bila sam tako, Največji strah se je manifestiral v komentarju. Točno to, ne. In drugače je bilo 100 lepih messageov, koliko je prav, pa ne narediti, valjda, ledin logičen, lepo si poskrbela za njo, noči ne bo hudega. En tist mi je bil pa sam tako, a sem jaz to prav naredila. Ojoj. Koliko en komentar tak prevlada pol kar naenkrat, oni izginejo, sam tajene. Točno to. Kaj odzadi ti na te občutke neprijetne, ki se jih malo bojimo igra, ne. Točno to, ja. A pa si kdaj pustila čutiti krivdo, ka si to... Ja, seveda, se si jo moram, zato ker ne moram pohendlati vsega, ne. Mislim, jaz se počutim krivo včasih zaradi tega, ker nisem 3krat na teden tam, ker sem samo enkrat na teden tam pri njej, ne. In mene že to, pa si pač pustim, ker enostavno ne morem biti 3krat ta teden tam, a ne. A veš, in mi je težko, a ne, in... Ampak pa si pač rečem, lej, sej, ne vem, sej ti vsak dan tam, sej v redu, niči sama, a ne. Ampak ja, si pustim, sam po drugi strani pa hitro pol nekaj naredim, da se saj malo oddolžim, a ne. A veš, Ja. tako. A ti pomaga to? Zaenkrat ja. No sej, pol je dobro, ne. Zaenkrat ja. Mi je pa včasih težko, ker pač vem, da za voljo tega velikrat postavim partnerja na 3. mesto torej, ne, ki bi mogel biti na 2., takoj za Otonom, ne. To je pa pol včasih boli, no. Tak, pa ni, da bi mi on kadarkoli očitil to ali karkoli, ampak sama vem, da pač včasih tako pride. Rekla si, da bi mogel biti na 3., takoj za Otonom. Ne, na 2. Na 2., takoj za Otonom. Kje si pa ti? Ja. Mislim, da če štejem starša oba skupaj, sem pa na 4. Ja. Ampak tukaj je ta miskoncepcija, veš, tukaj mislim, da tako velika večina ljudi na ta način gledamo, ne. Ampak če jaz nisem v redu, kako bom jaz pa lahko poskrbel za 2, 3, 4, kakorkoli bomo prioritizirali po listi, a ne? Ja, se strinjam. Sam jaz ti ne znam povedati, ne vem, je to zaradi tega, kar se mi je zgodilo, ta zgodba, ampak
Jaz sem zelo nežna, fragile oseba tam, kjer sem lahko, kjer sem varna, a ne? Ja. Ampak tako se mi pa zdi, da ne vem, jaz kar od nek potegnem nek power, ki lahko pohendlam te zadeve. No, ne vem, pač meni velikokrat rečejo, tem se pa toliko zadev zgodi, tudi slabih, a ne takih, pač jaz to ne bi mogel. Meni pa ni zares težko. Pride obdobja, ki mi res sem pol hin pa utrujena, ne. Sam moment, ki pa vem, da nekaj delam za dobro nekoga, mi pa pač ni težko, a ne. In mogoče, ne vem, sem tak človek, da mene to bolj polni, Ja, a ne. ja. Da to, da dam nekomu, pa da to tudi zaradi tega s tem, kar delam s profilom, da je to tisto, kar mi vrača energijo, da lahko pol delam takih stvari, ki so mogoče malo bolj naporne. Ja, ker hitro zdaj tudi to, kar sem jaz rekel, ne, ker postal nek standard, kako bi mogel biti, kao, ti mora biti na prvem mestu itd. To sem jaz z mami enkrat en lep pogovor, ne, ker moja mami tudi celo življenje za druge skrbela, ne, pa je bila to že, ki je bila ona 10 let stara, je skrbela za babico, ki je imela sladkorno, pa pol je skrbela za svojega brata, pol je skrbela praktično skrbela za mojega fotra zame, a ne. In sem jaz rekel, mami, pa zakaj ne daš sebe, a ne, dej, to ne moraš ti moraš zdaj biti, a ne, vse mora biti okoli tebe, zase, in je ona meni sam rekla, Jure, ampak mene polni to, da zate nekaj naredim. Mene polni to, da za Irino zdaj nekaj naredim, da za Ano nekaj naredim, a ne. In sem jaz dojel pismo, zakaj jaz gledam skozi svojo prizmo, pa človeka, ki mi je toliko blizu, obsojam, da dela narobe, če je njemu to mogoče okej, ne. In takrat sem malo dojel, da itak dobiš pol nek quote, saj meni se tako zgodi, ker sem v nekih takih malo bolj življenjskih vprašanjih, mi pride na Instagramu, ali pa ne vem, podcast poslušam in tam dobim točno tisto, ki sem rabo, ne. No in tule sem dobil, nismo tukaj zato, da učimo druge, tukaj smo zato, da jih imamo radi. Oziroma, da se naučimo imeti radi, ljubezen jih bo naučila. A ne? Kar jih pač mora naučiti. In dejansko sem od tiste točke naprej to spustil in sem bil tako, lej, mami, jaz te imam najraje na svetu in te podpiram v vsem, kar delaš. In kaj se zgodi? Ona začne hoditi na potovanja, ona se začne družiti, ona drug let gre v Indijo, zdaj gre z nami na Flows, ki bo festival. A ne? Tako, a veš, kva sem naredil? A sem jaz rekel, da ne to naredi? Ne. Pa če sem mi sam dal ljubezen, dal sem mi prostor, dal sem mi sprejemanje. A ne, zato, ker ljudje, ki ste močni s to povezanostjo s tem ugajalcem, a ne, ki je ta konstantna dolžnost do nekoga, nek se je to zakoreninili in z razlogom, a ne. Ti ne bi bila dobra v tem, kar delaš zdaj. Ne vem, če bi sploh imela pogum, da greš na to pot, da zdaj odpreš profil in to začneš deliti, a ne, če ne bi imela tega občutka s sabo. A ne. Tako da ja, tudi to je po neki perspektivi lahko super moč, a ne. Ja. Zakaj jo tretiram? Kdo sem jaz zdaj, da bom govoril, kako mora biti? Ali pa kdorkoli drug, a ne? In tega se po moje kot ljudje premalokrat zavedamo. Kakšen vpliv imajo naše besede, ko hočemo dobro nekomu, lahko na tega človeka, ki že itak v bistvu je v neki fazi, kjer še sam ne ve točno, a dela prav, a je to okej, a ni to okej, a ne. Točno to. Kaj temu človeku lahko damo drugega ljubezen? Lahko mu damo, točno to. Živiš sebe, bravo, a ne, kakorkoli, a ne. Ja, no, ker si ful dobro rekel, ker si rekel, da je tvoja mami že od majhnega skrbela za babi, a ne. Mi smo imeli tudi to, a ne, in po moje tudi to vzorec, a ne. Moja babi je bila tudi, se pravi, moja starša sta mene dobila ful pozno, sta bila že skoraj 40, se pravi, jaz sem pred 10 letih imela že dementno babi, ki smo vsak dan skrbeli za njo, a ne. In takrat vem, da je prav mami rekla zdravnici, da je težko, da jaz vsak vikend, vsak dan gledam to, pač pa tam babi, ki propada, pa se veš, ne, pač ti, da gledaš, da ji ni fajn, ne, in je takrat zdravnica rekla, verjamem, ampak verjem, koliko bo Ela od tega odnesla v life, ne. Pač ona bo znala poskrbeti za človeka, ona bo vedela, da pač imaš rad, ne glede na to, v kakšnem stanju človek je, znala bo pomagati, ne. In res je pol moja mami to tako vzela. In točno to je, ne. Tega sem jaz navajena, to je pač od nekdaj je bilo to pri nas poslanstvo, dajmo pomagati, ker sem bila toliko majhna takrat in sem vse počela z babi, a ne. Pa sem jim pomagala jo kopati, pa sem pomagala svašta, no. Res, in tudi pol, ko je umrla, smo jo pač imeli doma, ne. Sem prvič videla mrtvega človeka in bila moja babi. Meni ni bilo težko iti tja se posloviti od netko, a ne. In se mi zdi, da dobiš neko tako empatijo do sočloveka, da ni nujno to slab. In zdaj, ker
tudi moja mami ful včasih paničar, da koliko stvari je hotela ona z otonom početi kot babica, ne. In jaz sam rečem, ja, sam več, koliko več mu ti daješ. Pač ti mu daješ točno to. On pride tja, on zdaj že, ne vem, mi po nesreč pade nekaj z roke, oton gre sam tja in pobere, izvoli babi. Babija si lačna, babi, a veš tako. In mi je tako, 3 leta star otrok zna poskrbeti za enega starejšega, ki nima nič od njega, zares. Ne more se igrati ona več z njim, nič več, a ne? Ampak otrok kar ve, da je tle neko sočutje, ljubezen, ki pač mora nekaj narediti. Ja, ampak tega otroka je mogel to nekdo naučiti. Ja, absolutno. A ne? Ja, tako da kle gre vama velik del tega, veš? Sej vem, Ja. se pač to vidi, ne? Ja. Mene je grozno, da otrok Oton, odkar zna hodil dom za ostarele. A veš? Pač Dober, ampak No. tudi mi smo imeli zdaj tako izkušnjo, smo oddane babico, oddane babico selili v dom, v dola, ne. In ja, Irina tudi gre na obisk. Valjda. Veš, ampak ona pride kaj noter, to vse ona ne polepša dneva sam Omi, vsem tam noter, zraven ga, ne, zato jaz mislim, da je to zdravo in ja, tudi takrat, ko se ti ne da pejt, Točno to. pejt, a ne, zakaj, kaj je to tazga, zakaj iz tega delamo dolžnost, a ne, ti imaš privilegij tega človeka kle še videti, Ja. vse mogoče, ko nekega bližnjega zgubiš, pa ja, tudi pri tebi je izguba, ne, nekako jo čutiš že od malega, meni, kaj je oče umrl, a ne, jaz tudi zdaj, kaj Irino vidim, pa pridejo te misli, pa joj, kva bi on z njo delal, pa to bi moj najboljši prijatelj, a ne, pa pridejo te misli, ampak še zmeri pač, on je kle stari, Ja. Jaz ga velikrat sanjam. Nazadnje sem ga sanjal, sem imel njegovo staro kapo, tako partizansko kapo, imel, ne partizansko, ni bil partizanik ali pa karkoli, tako zguleno zeleno kapo z neko zlato zvezdo gor, ne, in tudi to imam jaz v spominu, kada jo še kar kle, lahko da jo še kar imamo, ampak ja, jaz sem to kapo v sanjah prijel v roke in sem jo gledal in sem gledal, koliko je ona, ne? In sem v bistvu potem noter dal roko in sem vam potegnil slikco od njega in na tej slikci gor je pisalo, vse je v redu. In jaz sem v sanjah začel tako globok jokati, ker že nisem zelo dolg. In ni bilo sploh občutka, da hočem, da jokanje se konča, jaz sem hotel jokati. Sam Lilije v sanjah. Jaz, ker sem se zbudil, jaz sem bil, koliko je lep dan. A veš, in potem sem to tudi mami povedal, pa tako, pa ne dajem temu sploh nekega pomena. Jaz vem, kaj sem se čutil, jaz vem, kako sem se zbudil. A ne? Ne, zakaj me je sem zdaj palalo to zgodbo, ampak čistko. Da si delil. Ja, otrok ve, kaj daje. Mi tega ne vidimo, ker si preveč umsko vse hočemo razlagati. Tako, pa logično. Pa logično. A ne? Otrok tam ne vidi racije. On lahko da čuti barvo, on lahko da vidi pri njej oranžno barvo in pri sebi oranžno barvo in on misli, da mora zdaj to oranžno barvo skupaj združiti. In to naredi, a ne? Ja. Mi tega ne vidimo. In zato so to taka bitja, ki veliko ljudi reče, sploh ne vem, nekih uspešnih ljudi. Če hočeš pač najdeti smisel v življenju, otrok. Ja. Otrok bo vedno ti dal smisel, pa je lahko posvojen, lahko je tvoj biološki, lahko je rejnik, kakor češ, vedno ti bo dal smisel, zakaj? Ker ti ne boš več najbolj pomemben. Tako. A ne? Ja. To, ja. Wow. Ja. No in ful dobro si rekel, tudi Oton, ki pride tja v dom. Pač mislim, da mu že prave terapevtske otroka, ne. Tak vidiš ta si v teh starejših ljudeh, ki pač stop noter in tam so vsi čakajo, da bo dneva konc in pol pride Oton in da pridem. Tako in ti je tudi tebi je pol ful. Ok, nisi prišel samo enemu človeku polepšati dneva, pač 10 ljudem si polepšal dan zale, a ne. Dejansko je otroška supermoč to, da je konstantno v trenutku, a ne? Da ne razmišlja preveč, a ne? On ne razmišlja, kaj s kom narobe, a veš? Itega ne. Ja. Pa sploh jih ne loči, da je, pač, ok, za babi rečem, babi in bolna. Ja, Pač on ne šteka, ne, pač, itak. In lih to je ful čara, ne. On se to ni isto obnaša kot do kogarkoli. Ja. A je karkoli tazga, kar misliš, da si svoji mami rekla premalkrat? Izrekla mogoče premalkrat, ja, da sem hvaležna, da mi je dala obano, da sta mi dala to življenje v smislu support, da sem jaz lahko danes tle, kjer sem. Mi smo vedno bolj kazali to, kot se o tem pogovarjali. Ja, ne vem, sploh zatjem. Jaz se malkrat spomnim, da sva se mi dva in drugemu rekla, rada te imam, ne.
ampak so pa isto best buddy, tako, in tudi tako, mogoče nisem nič kaj premalo izrekla, se mi zdi, da smo dosti pokazali, no. Tako, in mislim tudi, da danes moja mami ve, da čeprav včasih, se pravi, možganska kap naredi tudi druge stvari, no, kakšen del možganov tudi spremeni, tudi malo spremeni človeka, no. In mogoče je v njej zdaj te empatije malo manj, ampak če bi bila ona zdrava, čist, vem, da ona ve, da jaz delam vse, kar lahko, da bo vsem ok, Tako da, nekih takih stvari, da bi mogla zdaj večkrat povedati, mislim, da nimam. No. Ja. Jaz sem to razmišljal tudi za očeta, ne? Kaj bi mu rekel, a bi mu kaj rekel, če bi mu še lahko, ne? Zdaj, ko sem zrelejši, ko sem doživel tudi ta odhod in vse, ne? Pa je bilo to 4 leta, 5 let nazaj, ja, 5. Bi bilo preprosto samo to, da imam občutek, da živim, da imam zaradi njega priložnost živeti življenje, ki ga on v času, ko je živel, ni mogel. Ker čutim, da sva noter ista. Iz tega vidika integritete, ne marava leži, on ni maral leži, veš, ampak on ni znal to komunicirati na ven, on je to komuniciral z jezo, komuniciral z trmo, itd. Ne. Jaz pa kle ven vržem. Vse pač povem in kle se mi zdi, da sem jaz naredil nek preboj generacijski, ki ga on pa njegovi pač starši niso mogala, ne. Ja. In že iz tega vidika vem, da Irini dajem moji hčerki lepo popotnico, ne, da bo lahko ona še nek nadaljen generacijski preboj naredila. Ne. In ja, tako da bi pa rekel, da kaj ni bilo izrečeno, pa da kaj ne bi vedel, pa ne. Pa si tudi nisva rekla, rad te imam pismo, ne vem, z mami skozi. Ampak ja, klepa ne, ampak tako veš, da je pristno. Lepo je biti pomirjen s tem, ne. Tako, če bi imel kaj za izreči, bi mi bilo zdaj žal po moje, da ne bi tega prej naredil, ne. Ja, se strinjam. Ja. Kaj sem te hotel vprašati? Prej si omenila, da se nekako pol, ko si ti postala mati, da je nekako tvoja biološka mati večkrat najdla pot v tvoje misli. Pa me zanima, kaj se ti je takrat dogajalo, kako si to začela doživljati? Tako rekla, večkrat, v mislih je že tako bila večkrat, zdaj je bila sam čisto na drugačen način. Ko ti izveš, da si posvojen, čutiš do te osebe, no jaz sem, moja zgodba, jeza, totalna jeza, totalno zameram temu človeku, kako si lahko to naredila, noben dober človek tega ne more narediti na svetu, pač fuck off, če lahko zdaj tako rečem. No in čeprav moji starši res nikoli niso grdo govorili o njej, v smislu, oni so meni vedno govorili, dala te je, ker ni mogla skrbeti zate, nisi, pač ni bilo zdaj tako neki, res te ni hotla, ali pa ful je grda, ker je res to naredila, to noben ne naredi na svetu, ampak ti pa pač imaš ta občutek. In jaz sem dolgo cajta živela s to jezo, in tudi s to jezo sem šla jo pol iskat, ker mi je danes malo žal, da sem v tem feelingu bila, ko sem jo šla poiskat. Kdaj, koliko si bila stara? 20 iš, ja. Ja. No, in pol, ko sem pa jaz postala mama, je bila pa prva stvar, ko so mene v porodnišnici na oddelek peljali, pol, ko sem rodila. Prva stvar, ko sem jo pol pomislila, ko sem imela Oto na tem zraven v postelji, je, koliko težka situacija bi mogla zdaj biti v mojem lifeu, da je lažja izbira, da jaz njega tle pustim, pa jaz odidem. Pač jaz si ne predstavljam tako težke situacije. In jaz sem začela pol svojo biološko mamo jemati čistko, koliko težko je te moglo biti nekaj drugega, da pač si ti rekla, ta otrok si zasluži boljši life, jaz grem stran od tega, In ja, stara je bila 16 let. Ja, itak sta dve stvari. Mlada, prvič, a se je sploh lahko sama odločila, še danes ne vem, ampak 16 let, kaj jaz to vedno rečem, je bilo vedno tako, ja, ful mlada. Ampak dej zares pomislimo, kje smo bili mi pri 16 letih. Dej nehino. In
ne sebi, ne meni, ona pač ne bi mogla dati kvalitetnega življenja. Pač to sta dve osebi, ki bi bile imele ful težek life. Tak danes ima pa vsaka posebej sicer, ampak ima biti dober life. A ne? Tako da z tega vidika, ko sem jaz postala mama, sem ji ful oprostila, tako sama pri sebi. In tudi, zdaj, če se malo navežem na njo, midi so zaenkrat zdaj v stikih zadnjih 15 let toliko, da ona meni vsak let za rojstni dan pošle vse najboljše. Ne? In nisva nič dlje prišle od tega, no? Se bova pol vrnila, kaj je bilo, ko sem jo našla, no? Ampak lani mi je pa prvič napisala v čestitko vse najboljše, draga moja, pa oprosti za vse, kar sem ti naredila v življenju. Ne? In takrat sem bila z enim messageom tako, kaj ne zdaj s tem naredim, ne? In potem sem mi sam napisala, da ful hvala, pa da z moje strani je že zdavnaj oproščeno. No? Tako da se mi zdi, da lani sem sebe osvobodila malo njo po vseh teh letih, da sva si rekle, okej je, pa zaenkrat vzdržujeva tak odnos, kot ga pač imava, enkrat na leto se slišva, ko bo čas za kaj več, bo že čas za kaj več. Ampak mislim, da moramo zdaj kakšno leto živeti s tem, da smo bili svobodni od tega, da sva si oprostili. No, tak, ja. Se je kle večje vprašanje, ona se je poprostila. Sej to. Ta je tleta. In to sem rekla prej, ne. Pri 20-ih, če bi danes to glavo šla v to, da poiščem svojo biološko mamo, nikoli ne bi tega naredila tako mlada. Pač, kako pa izgledalo to takrat? Ful bizarno, ful egoistično. Ne? Ja, ampak lej, so sen. Sej vem. Pri nas doma je bilo tako. Jaz sem od malega govorila, jaz bi samo eno sliko rada videla, sam da vidim čas nekaj podobna, sam da vidim, kako ona zgleda. Mi smo imeli skozi sem to. Ne? In moja dva starša sta bila res vedno ful odprta. Vse podatke sta mi dala, kar sta vedela. In res se nista bala, da to, če jaz njo spoznam, ker pač veliko ljudi se boji posvojiteljev, da pač bo otrok pol šel ali kakorkoli, ampak se pravim, če je varna navezava, je to zelo malo verjetno, da se bo to zgodilo. Res, pri 20-ih jaz še enkrat mami doma apatijo, se vprašam, kje sem bila rojena točno zdaj, kje je bila sirotišnica, vse. In jaz grem na CSD, grem s temi informacijami, jaz enkrat namesto na faks na CSD, ne, in tam začnem razlagati, da bi rada spoznala svoje biološke starše in tam so ful podpirajo tudi to, ne, in je ful nice, tam sem se počutila ful varno z ono socialno delavko. In je rekla, ja, probi s tem, da greš bizarno na upravno enoto svojega kraja in reči, če lahko dobiš nek svoj fajl. Baje smo imeli takrat v unih časih vsi nek svoj fajl, ne. Imela so pa tam že ful pogovore, ne? Na kaj vse se moš pripraviti, ko iščeš biološkega starša, ne? Da ga ni več, da je umrl, ker pač je bila vojna, sploh v Bosni, ne? Da ima svojo družino, pa te ne bo hotel videti, da ful ni v redu, ta človek, in take stvari, no. Druga stvar pa, da mu boš odprl neke nove rane in se bo ful attachal na tebe, še v to smer. To so bili te 4 tako alarmi, ne? Are you ready? Na enega od teh. Valjda sem ready, ne? Jaz hočem sam videti, kdo to je, ne? No, in sem šla pol res po ta svoj fajl na upravno enoto in res sem dobila ta fajl in jaz mislim še danes, da to ni bilo v redu, ker tam je pisalo vse. Tam je pisalo njeno ime, tam je pisalo iz kje je, vse. Pisali je pa tudi, kak je bilo meni ime, ker mi je dala ime, ne. Ja, in včasih sem bila Jelena, prvih 10 mesecev življenja, ne. Jaz sem z njimi podatki, svet interneta, Facebook. Jaz sem 3 dni visela na Facebooku, iskala ime, priimek, kraj. Obsesija in teh ljudi v Bosni z istim imenom in priimkom. Ful. In pa sem bila tako, jaz mislim, da je tale zgleda letom primerna. Kaj še to? Jaz sem zdaj kar enega šokirala z nekim messageom. In valjda napišem, jaz sem ta pa ta, iščem svojo biološko mamo, to pa to, rada bi jo spoznala. In valjda sem poslala napačni osebi. In valjda najprej verjetno kap, kva zdaj to pač pomena, ne? A veš tako, ali pa način ni bilo jasen.
Dobro, huž bi bilo, da bi očeta, a ne? Ja, sej, da bi tako. Ja. No, ampak vsem. Pač to, ki je bilo to brezglavo, a ne? Ja. Jaz se nisem zavedla, da je sploh, torej, sem se, ampak mi je bilo vsem, kaj lahko jaz s tem naredim enemu drugemu, a ne? Ja. Toliko egoistično je bilo to takrat. No, in hvala Bogu, vsem je pa ta tam vas mesto, kakorkoli, tako majhno, da je pa ona poznala sorodnike od nje, od moje biološke mame, in me je znala usmeriti, saj jih pravi osebi. Da ona bi pa mogoče lahko kaj vedela o tem, a ne? No, na kar jaz pol res prijam do teh svojih, jaz jim rečem, bosanske sestrične, pač so sestrične, sam pač, a ne? Ja. In se res začnemo pogovarjati o tem, da res lahko spoznam svojo biološko mamo, a ne? In res prva stvar, ki sem jo jaz njo vprašala v zvezi z svojo biološko mamo, je bilo, če je v redu, a ne? Me je bilo ful zanimivo, da takrat, ko sem pa bila pred tem, da pa zdaj nekaj vprašam, pa nisem nekaj vprašala zase, ker sem vedno bila, ja najprej moram vprašati, zakaj me je pustila. Ne? Ja. No, ampak ne, sem najprej vprašala, če je v redu. No, in pol so one njo pripravljale kar dolg časa na to, da se mi dve poveževa nekako, ne. In sva se prek SMS-ov, ona ima valjda svojo družino, ima dva svoja otroka. In v bistvu na vsej tej poti sem ugotovila, da niti v Bosni je bilo to pač, to je bila full secret, a ne, da sem jaz obstajala. Vsi so vedeli, sam en za drugega niso vedeli, da vsi vejo. Ja. Taka vaška fora, ne? Vsi držijo isto skrivnost. Ja, grozno, a ne? No, in bilo treba tudi to. In tudi njeni otroci zdaj niso vedeli, da jaz obstajam. Njen mož sicer je vedel, no. In tle sta pol te dve sestrični naredila malo tako pot, tako vod, da se bom jaz zdaj enkrat pojavila, a ne? No, in pa so začele komunicirati pri SMS-ov in ona je rabila pol še 2 leti, da je sploh svojim otrokom povedala, tako to je bil kar proces, a ne? No, jaz sem pa dobila vmes že te slike, ne? Njene, videla sem, kakšna je to, kar sem si skozi želela, ne? In sem bila ful tako napadalna. Povej mi, zakaj si me pustila, povej mi to, in valjda je ona postavila zida, ne? Logičen, jaz sem ni odprla take rane, ker, mislim, danes se zavedam, kva sem jaz ni naredila, ne? Ti si bila njen komentar, ki si ga ti tam prejela. Točno to. In se je valjda zaprla, dala se je nazaj in sva komunicirali pol 1 leto vremenu v Ljubljani, v vremenu v Bosni, v vremenu tako. In pa sem jaz rekla, da pač je to zame premalo in da zaenkrat se pač jaz umikam, da ko bo pripravljena kaj več, pač, a ne, se pa lahko slišva. No, in zdaj se mi zdi, da 15 let stojiva takole, vsaka na svojem hribu, tle noter je ena luknja in se vsaka po svoje mal dere, ena drugi, pa se še ne slišva, no. Tako si zdaj predstavljam najin odnos in ne vem, jaz mislim, da osebno jo bom hotela enkrat spoznati, se pa zdaj ful bolj zavedam, na kakšen način, pa da še vedno je šansa, da ona na to pripravljena, ne. Ja, če sploh kdaj bo, pa je sploh fair od tebe pričakovati, ne? Ne, sej to, sej ne pričakujem. Ja, si spustila to, ja. To sem čisto spustila, ja. Ampak ja, tako, mi je bilo pa zanimivo, no, da tudi te sestrične so mi pa napisale, da vsak moj rojstni dan so šli vsi v cerkev, ful molili, da sem v redu, so oni tudi niso nič vedeli, kaj se je z mano zgodilo, ne. Ja, in tako je bilo v bistvu cela vas full happy, ko so zvedeli počas, da jaz obstajam, da sem še živa, da sem okej. In pa se je to tudi malo razvedel, da so končno si povedali en drugemu, da vejo, ne. Tako da to je bilo, so bila moja 20. Tako najbolj taka leta, ki se iščeš, in takrat greš tudi to poiskat, po mojem, ne, zato, ampak ja, naporno. Ja. A imaš koga v tej skupini posvojitev brez cenzure, ki se s podobnim, oziroma verjetno je veliko s podobnim, ampak tako, a te kdo spomne, mogoče kaj v 20-ih nase, ki si bila ti tam? Zdajle nimam posvojencev, ki bi bili 20, lih to, ali so toliko stari kot jaz, ali so pa 12. Tak smo zdaj, ne. In ne, sam je pa veliko posvojencev, ki v mojih letih zdaj iščejo, pa imajo tudi ful različne zgodbe, eni do tega, da sploh ne dobijo nobenega podatka in jih to pač bremeni ful, ne, ker nikoli nojo dobili nekega closurja, ne, kakorkoli. Pa imaš stare tukaj jaz, ki
poznajo, so kontaktirali, pa jih je una totalno biološka mama odrezala, pač nič nočem s tabo, ne. Tudi ful težko predelati. Tako da s takimi se zdaj bolj pogovarjam, kot pa oni še pridejo zdaj, ki se bojo začeli o tem spraševati, pa jih bo zanimalo. Se pravi, kaj je ključen namen te platforme, ki jo ustvarjaš? Ključen namen je to, da zdaj bom imela priložnost, jaz vedno pravim, dogodek sem lani organizirala, ne, intimen, zelo 50 ljudi, skupaj z otroci, da pri meni je taka velika dnevna soba, ne. Mora se človek počutiti sproščeno in lahko pride in lahko z mano govori o tej tematiki čist iskreno in jaz bom na drugi strani samo poslušala, ne bom obsojala in ful te bom razumela. Pač, tak, ne? In tudi po dogodku sem od posvojiteljev dobila ful ta feedback, koliko bi bilo to dobrodošlo, zato ker se vozijo te otroke, tudi terapevtom pa vse, ne. Sam vsi pravijo, če ne doživiš te zgodbe, pač ne štekaš tega človeka toliko dobro, ne. In tako želim si, da bi bila sploh za te otroke, zdaj, ki prihajajo te leta pubertetniška, no, ker takrat je bilo tudi zame najhujš, pa pol z odnosi partnerskimi, pa tako, da tle dobijo neko sidro pri meni, lej, pluvaš lahko na mene, pa karkoli delaš zraven mene, je acceptable, sam tle daj ven, zato ker vem, kako je, če si začne ta kepa valiti noter v teb, a ne? Daj me pelt, ja. V te kepih. Ja. Pol, ko ti malo odrasteš, ne, pa si najstnik, pa se počasi ta navezava iz staršev začne seliti v druge odnose, ne. Pa so to malo prijatelji najprej, pa so pa to valjda partnerji, a ne. In če danes pomislim groza, po eni strani sem empatična sama do sebe v tistih letih, po drugi strani si pa mislim Cringe. Groza. Pač, Saj bomo vsi to. Sej vem, ampak tako ti res, mislim jaz kot človek, ki se boji zavrnitve, ti toliko se trudiš ugajati človeku, da lahko popolnoma spremeniš sebe. Tako ti si tak mali kameleonček skozi, ne. In vedno je bilo ful zanimiv, ker zdaj za nazaj razmišljam, nikoli me niso zanimali fantje, ki so pokazali interes do mene. Jaz sem si vedno izbrala nekoga, ki bi meni všeč, pa sem mogla jaz delati za njega. Kar je bilo čisto bizarno. Tako pač. In tle se je ful poznal prilagajanje. Vse, ne vem, tudi tako, hobije me tiste, ko on, če je bilo to treba, zato da sva skupaj. Ful se je kazalo tem, ful posesivnost, ne, skozi skupaj. Ker če ti nekam greš, jaz ti ne verjamem, da boš prišel nazaj. A ne? Valjda, prva stvar, tako odnos ne funkcionira. Druga stvar, ti ne moreš cel life fejkati. In po enem letu si s partnerjem, se vsem tvoj pravi jaz začne valiti ven, a ne. In pa kar naenkrat to niso več dve združljivi osebi, a ne. Valjda, da ne, če sem bila jaz prej kren človek zate, ne. Res sem mogla 5 takih odnosov dati skozi, se pravim, kjer sem si vedno jaz izbrala, koga bi, ker se mi je zdel ful dober in sem zato ful garala. Bila sem pa skozi človek, vsem imam malo več te moške energije, no, a ne, tako da sem bila med ljudmi odprta in sem imela veliko prijateljev, a ne. Tako da mi ni bilo toliko težko zdaj spet, čeprav nisem manekenka, ampak pač neko energijo očitno sem imela, ker pač mi je skoraj vedno uspel, a ne? In se pravim, to so trajale zveze 1 let, 2 let pol zaradi tega, no? No, in to zato pa pravim, ko je prišel Gašper, ki je on izbral mene in ko sem si končno dovolila, da je en izbral mene in da jaz ne bom nič delala za to, in sva se zdaj s prijateljico pogovarjala, pač moški je lovec, on si mora izbrati žensko, pač definitivno, in zdaj funkcionira. Tako da, tega pač greš čez ful svojih vrednot, ne. Delaš stvari, ki jih nikoli ne bi drugače počel. Pač nisi bil niti tako vzgajan, niti tako, a veš, tako res bizarno, ne. Tako delaš od pizdarij, ki jih ne bi drugače, ker nisi tak človek v koru, ne. Doma se grdo obnašaš zaradi tega, staršem rečeš takrat, kva vse, ne.
Ja, zanimivo, da je to pač nek proces, ki je naraven, ki je pač ga mogoče zdaj, ki ga gledaš nazaj čez to neko svojo malo bolj zrelo prizmo, a ne malo obsojaš iz tega vidika, da zakaj nisi drugače, ne. Tako si znala, a ne. To se, nimamo toliko kontrole, ki mislimo, da jo imamo, a ne. Ja, se strinjam. Sploh, kad te v teh letih, oprosti, kad te vodijo še hormoni, kad se ti kot ženska razvijaš, kad ti ratuješ, pač, kad ratuješ ženska, ne, kad so te, kad hormoni začnejo malo tudi klicati fante, pa malo vonjave drugačne začneš oddajati. To so stvari, ki nimaš vpliva, ne, in pri fantih, vse pri nas je isto, ne. Rataš malo butast, pač dve stvari ti greta po glavi in to je to, a ne. In zdaj pa odvisen, koliko si ti za določeno stvar, kako se že reče, torej, da ima vpliv na te, no. Dovzetena, ne. In pač ja, pol pač eni bomo to tako doživljali, drugi drugače. Jaz ne razumem, mislim, poznam dosti ljudi, ki imajo partnerstvo od 15 leta isto žensko, a ne. Jaz ni šans, ker sem se tokrat spremenil vmes. Ampak ja, če jim funkcionira, hvala Bogu, ampak ja, nekaj si hotela reči, prosti. Ne, si sem to mogoče, da kar imam jaz najbolj, kjer se najbolj počutim krivo za te leta, no, ne, da sem šla čez svoje vrednote, ampak tudi, kak sem starši delala zaradi tega, ne, takrat. Mogoče se tle je malo težji, ker jaz sem ful velikrat v teh najstniških letih, ker jaz nisem kaj dosegla, per njima je bilo tudi to. Se vidva nista moja prava starša. Vidva me ta govorila, jaz vaj bom prijavila na CSD, da grdo delata z mano. A si to izrekla? Ja, to sem izrekla. Wow. In danes, ko sem mama, ja. Pač oprostita mi 1000-krat. In vem, koliko je bilo njima težko zato, ker sem se jaz spreminjala zaradi drugih ljudi, ker me nista v to vzgojila, tudi slučajno. Vzgojila sta me v to, kar sem danes. In sej mami večkrat reče, pač nje je bilo ful naporno takrat z mano, absolutno verjamem, ampak je rekla, da je toliko vesela, da sem šla vsem pravo pot, no? Da očitno kor noter je vstal ta, kar sta mi ga hotla dati, da mi je danes pač vse ratal v življenju, kar jaz cenim, pa kar so moje vrednote. Tako da tle edino in tudi s to platformo je lih to otrok. Namesto da se pol tem staršem izbruha, s takimi stvarmi se izbruha zaradi tega, ker pač ga kakšna stvar teži, ne. In ti kot najstnik ful začneš razmišljati o tem, kaj pa če sem imel pri svojih bioloških starših ful boljš, tle mi zdaj ne pustita iti ven, kaj če so moji ful bogati, mi nikoli smo imeli ful narja, ne, smo bili pač middle class, totalno, ne. In se lahko ful zaciklaš, da tvoji starši niso cool, da se je tebi zgodila neka slaba stvar zdaj kar naenkrat, čeprav so te skozi vzgajali, da je to lepo, pa da je to čisto normalno. Tako da, tle se mi zdi, no, da je največji bi bil doprinos, da lahko pridajo posvojiteljih men, pa to slišijo, pa jim jaz povem, da je to normalno, pa da ne samo usmerjajo posvojenega otroka v pravo smer, da ne verjamejo v to, da kor noter je, pa posvojenci, ne. Da dejte tle ven, dejte tle povedati karkoli, da se lahko starši pogovarjate s prazno dušo, mislim tako, s praznim telesom, brez fulene težnje, ne, po nečem, ki jo pač imamo, ne. Sigurno. Veliko staršev, verjetno pa posvojencev, posvojiteljev, kakorkoli, tudi mogoče bioloških staršev, ki imajo stisko s tem, da so to naredili, ali obžalovanje, ali ne, to, kar si prej tudi govorila, si ne bo upal priti fizično v stik. Z mano. Ja. Kako boš pa za njih poskrbela, da bojo še vedno imeli občutek, da pripadajo? Še vedno z Instagram skupnostjo. Zdaj verjetno bom naredila tudi tako, da pač to, da oni mene poslušajo in berejo in da mogoče bomo šli v to smer, da bojo brali tudi zgodbe koga drugega, če se bo pripravljen izpostaviti, a ne. Jaz vem, da imam ful ljudi zadaj, ki so oni, kako se reče, strici iz ozadja, ker samo berejo in gledajo. In ne upajo klikniti ničesar, ne upajo komentirati ničesar, nič. Ampak lih tle pa to je po mojem, da se pojavljam in da govorim. In da to govorim, da vidijo, da se da priti do tega, da rečemo biološka mama, ki je dala otroka v posvojitev, da se da priti do tega, da ti otrok oprosti, oziroma da ti nima
praktično za kaj zameriti, razen za to, da si mu omogočila vse en lepo življenje. Tako, na ta način si jaz predstavljam, da te moje zgodbe, pa moje občutki, ki jih imam, pa sem jih imela, da pomagajo vsem, tudi njim, ki ne upajo priti direktno do mene. No. Ja, že četrtič zdaj le gor prihaja ta misel, zato ti jo bom povedal. Mislim, da moraš podcast začeti. Čistko, vzem to, kar hočeš. Jaz ti bom pomagal, če boš to želela narediti. Nisi prva, ki sem to rekel. It's normal for me, veš. Ampak, ker začutim, ker je res je platforma, ki ti bo dala možnost, da doseže ljudi, ki, tako kot praviš, samo bi gledali na začetku. In po enem letu, meni ljudje po enem letu pošljajo sporočilo. Nikoli nisem komentiral, nikoli nisem pisal sporočila, ampak zdaj ne moram več se zadržati. Hvala za to, pa to, pa to, pa to, pa to, pa to, pa to. In to da meni vedeti, ok, v redu. Zakaj jaz bi kakorkoli meril svoj uspeh po številkah? Zakaj bi meril kakorkoli svoj uspeh potem, koliko ljudi mi napiše sporočilo, itd.? Za vse sem ful hvaležen, ampak uspeh jaz merim sam potem, koliko časa bom lahko konsistenten in avtentičen in iskren do tega, kar delam, in dalj časa, kot bo to omogočal stranski produkt tega, bo to. Zato tudi tebi bo dal podcast možnost, da sediš z ljudmi, ki drugače ne bi, da slišiš zgodbe iz prve roke, ki te bojo naučile stvari, ki te ne bi, če bi jih prebrala, in dal bo ljudem konstantno možnost, da se z nečim povežejo. Tako jaz mislim, da bi bil podcast zelo dobra odločitev zate. Je pa ni lahko, sploh če greš na visokem nivoju, ampak Hvala. Prosim. Ja, no super. Splošna vizija glede premikanja te svoje zgodbe. Zdaj glede na to, da si dokazala, da je potreba po tem v svetu, da si dobra v tem, kar delaš. Kaj zdaj nekak naslednji milestone mejnik, ki ga loviš mogoče s to platformo? Česa si želiš letos, drug let itd.? Pa, ko je, jaz sem ustanovila zavod zaradi tega, ker želim, da ta zavod dela nekako na donacijah. To je prva stvar. Jaz si ne želim, da morajo ljudje za to plačevati, za moj čas in za vse, kar se okrog tega lahko pogovarjamo in izobražujemo, ker mi je tako, ta svet mi je tak, za stvari, ki jih res rabiš, pač ne bi smel plačati. Ne? In ni da en zato, ker si ne more prvošti, tega ne more dobiti, ker se gre o taki temi, govorim. In jaz upam to, da bom zbrala pač donacije, da tudi zato gremo v zavod, da lahko pol to dohodnino, da pač daš del dohodnine v ta namen, pa tako. In se mi zdi, da želja moja je, da ta zavod se odvija naravno, takrat se je do zdaj vse naravno odvil. Jaz bi rada imela ljudi, ki pridejo k meni, pa so pri meni, kolikor časa pač si želijo biti del te skupnosti, kakorkoli. Želim si, da organiziramo vsak let vsaj en ali več dogodkov, takrat sem ga lani sama, zdaj upam, da bo to malo bolj spet na višjem nivoju, lani sem ga tudi valjda financirala sama. In zdaj tako hočem nagrajevati stvari, ki jih že delam, hkrati pa, ko vidim priložnost, da lahko ponudim kaj drugega novega, pa tudi to. Ampak to je moj side hustle, to je sploh ni, it's not about the money, je zato, da se jaz dobro počutim, da jaz nekaj dam. In zato ne gledam to s takim očmi, kaj pa mora biti zdaj naslednja stvar. Ja. Kar pač bo. Lahko dam zavod zaprla po enem letu, lahko bom pa čez 5 let, ne vem, tam zaposlena, pa bo to moj job. Ne vem, in se ful pustim tudi ful ne ukvarjati s tem bizarnimi cilji, ki bi si jih jaz sama postavila, ker vem, da bi bili ful visoki, ker zato imam službo. Tam moram dostavljati, tle je pa to sam, dajmo svetu, kar rab, če to rab. Če bom videla, da pač je to ni good enough, da to premalo ljudem koristi, pa ne vem, bomo šli pa nazaj sam na platformo Instagrama, pa se bomo tam pogovarjali, pa, a veš, v takem smislu, no. Ja, razumem. Ni zdaj to ena poslovna pot moja, tudi slučajno ne. Zaenkrat je to čist sam
dajmo od sebe stvari, ki jih imamo za deliti. Ja, neki se mora na ta način skozi tebe izživeti, a ne, mogoče sebe celaš s tem. Ja, mogoče, ja. Ja, sej velikrat je tudi to, a ne, pa hvala Bogu, da si šla pač v ta klic odgovoriti, samo da vidiš, a ne, sej veš, ko tudi nagovarjaš točno ta del sebe, ki si ga prej večkrat omenila, ne, a sem dost, a sem dovolj, da bi se zdaj mogoče malo tega s tabo dotaknil proti te tematike. Ampak s tem ga dejansko, to je edino zdravilo, da odgovoriš, ne, da se ti daš v situacijo, kjer si dokažeš. Pa ne boš si nikoli dokazal, da nisi dovolj. Vedno si boš dokazal, da si dovolj. Oziroma dokazal si boš, kje je limit tvojih trenutnih zmožnosti. A ne? In ko prodajaš recimo, pa bom dal čisto recent case, ko prodajaš recimo vstopnice za dogodek, pa si daš ti nek cilj. Teh vstopnic bomo prodali 500. Ne? In tekom procesa ti vidiš, da jih boš prodal 100, 200. Se pojavi ta kritik notranji, ki ti reče, nisi dosti dober, ne moreš jih nafilati 500. Ampak ok, kaj če se jaz zdaj sem sposoben malo nazaj potegniti, pa malo bolj objektivno pogledati, pa reči v redu. Kaj pa če sem jaz samo sposoben jih trenutno 200 prodati, ne? Kaj pa če je to direktno namiguje meni, kakšna je moja trenutna res vrednost, ne? Zakaj si jaz mogoče iluzijo ustvarjam, kar je na začetku dobro, zato da se pač bolj pušaš? Zakaj ne dajem fokusa na to, kar je dejansko v moji kontroli? Kaj pa sem naredil za to, da bi se jih več, ne? A sem naredil vse, sem. V redu, kle si. Bod vesel za informacijo, kje trenutno si. Ja. In sem mogoče mislil, kle se s tem pointom malo navezati zdaj, kako ti vidiš to tematiko lastne vrednosti, pa kako jo doživljaš. Ja, jaz sem v tem ful slaba, no. To ti lahko vsi tudi v službi povejo. Jaz sem za ene stvari ful perfekcionist, a ne, in če jaz ne dostavim to v nulo, se jaz počutim ful manj vredno. Mislim, tako. Definitivno imam imposter sindrom, tudi kaj nekaj ful dobro naredim, ker mi vsi pravijo, kako je to dobro, zame to še smerni njih ful dobro, zato ker to, kar dela, je res ful dobro. Ne, to, kar jaz delam, je kar nekaj, ne. No, in jaz imam s tem odvedno težave in ne znam si postaviti svoje vrednosti, a ne. In zdaj sem imela liho službi, evo, zdaj v ta v ta služben life, sem imela polletni razgovor in jaz sem prišla, se pravi, da sem 2 leti nazaj po porodniški, ne. Dobila sem novo ekipo, praktično novo funkcijo v podjetju za postaviti, controlling, a ne. In jaz sem bila zdaj 2 leti prepričana, da se pač lovim, da pač, pa tega še ne znam, pa to še nisem dosti dobro, ne, pa tega nismo še naredili. In sem imela razgovor s svojim šefom, ne, in jaz dobim feedbacke, ki je rekel, nikoli jih ne dam ljudem, nikoli jih ne dajmo za prebrati, ampak tebi jih bom pa dal za prebrati točno od koga, pa kaj piše, ne. In to je bil tako cel level, da pač da wow, kaj sem jaz naredila v teh 2 letih, koliko dober. Tako, in jaz sem bila šokirana, pač pa ne hecam se, ni to zato, da zdaj jaz res sem bila iskreno šokirana, kva sem pa naredila? A veš, tako prav zares nisem... Zakaj jaz tega ne vidim? Ne, pa ne zakaj ne vidim, ampak kaj oni vidijo? Se nisem skoraj nič tazga naredila. No, in potem sva šla pa res s šefom, prav je rekel, verjetno se pripravila kaj, da sem malo si napisala, kva ste naredili v teh 2 letih, ne? Nekaj jasen se, ja. In pa če začnem brati tam točke v nebulete, ki sem si jih izpisala, vseh projektov, kva smo naredili, in na koncu on meni reče, in to je nič. A ne? In pa sem se res začela sama sebe, a ne. Fakt se to res ni nič, a ne. Pač to je res ful, a ne. Ampak jaz sem človek, ki vem, da vodim ekipo in da ne morem vsega sama znati, ampak jaz si želim vse sama znati. In če jaz sama vsega ne znam, jaz mislim, da ne dostavljam dosti dobro. Ja, ker spomnim se, kaj si na začetku podcasta rekla. You made it about you. Ja. A ne? Vse je bilo v tebi. Ti. Ne pa to, kaj si dala, a ne? Tako. Ja. No, in zdaj, pa ker sem tudi mama, no, v službi mi ne gre še to tako dobro, no, tam se mi zdi premalo cenim, pa delam na tem ful. Doma, v privat življenju, pa kar se tiče pa posvojitve brez cenzure, sem pa ful bolj suverena, zato ker vem, da
to pa nihče ne more delati boljš, kot jaz, zato ker govorim svojo zgodbo. Ne govorim neka pravila, ki so, pa jih en zna bolje, ampak pač govorim iz sebe in to so pač samo moji občutki. Jaz sam govorim o sebi. A ne? In tle se mi zdi, da težko failam. Težko meni popravi, ne, to pa nisi prav naredila, ne? Ali pa ne, to pa nisi prav rekla. Ne moreš me, ne? Zato ker pač tako jaz čutim in to je moja zgodba. Ne? Tako da, se pravim, nekje sem še malo slaba, pa ta manjvrednost je res ful velik del, se mi zdi pač travme, ki se ti zgodi, take. Ker si manj vreden, se počutiš že zato, ker te je nekdo pustil. Tako da ja, delam na tem, ful garam okrog tega, da si postavljam neko vrednost. Ja, itak. Mislim, se ti lahko zdaj takoj dam, da boš še malo bolj delala. Kako bi se ocenila kot gostja? Ok. Ja. Ocenila bi se, da se mi je ful fajn pogovarjati. Upam pa vsem, pa ne vem, a sem dober podala bistvo, ki si ga želim sporočiti. Kaj pa si želiš sporočiti? Želim si sporočiti to, da oni ljudje, ki so pravi ljudje zate, te bojo imeli radi točen tazga, ko si, da vlagati energijo v to, da ti ugajaš, je pač res utrujajoče in pointless. To. Druga stvar pa tudi, to je pa moje bolj za posvojitelje, posvojence, da vsako obdobje mine. In to mantro imam jaz zase, pa tudi za mojo vlogo kot mama. Tudi ko sem do Otona kdaj krivična, pa tako, si rečem, it's a phase, minil bo, vse mine. In te turbulence, ki se nam dogajajo, lih to, moramo si jaz si skozi sam govorim, bo boljš. Tako da je konc enkrat dobrih stvari, tudi konc enkrat slabih stvari, in to se pač skozi menjava. Tako da v bistvu bolj tono, da tako si rekel, slaba sem o tem, koliko sem vredna, ampak želim si, da ljudje, oni pa vejo, da so dovolj vredni. Jaz pa na tem še ful delam. Ampak sem tam, kjer vidim, da je to res ful pomemben. In sem zdaj ok že s tem, da vem, da sem na pravi poti. Definitivno. Ja. Kar se tiče tega sporočila, ki si ga najprej omenila, torej najdeti ljudi, oziroma da bojo ljudje, ki te imajo zares radi zato, ker si, da obstajajo, da je edini način, da jih najdeš, je to, da ostaneš pač zvest temu, kar si, ne? Kaj pa nekdo, ki se recimo počuti osamljeno? Kaj pa tak človek v taki situaciji mogoče lahko naredi? Kaj pa ni fora, da bi ga imeli napačni ljudje, pa da bi bil to, kar ni, ampak da preprosto samo osamljenost obstaja. Wow, težko vprašanje. Ne vem, jaz mislim, da ljudje, ki se počutijo osamljene, rabijo en purpose v lifeu. Tako, jaz vem, da takrat, ko se jaz počutim osamljeno, mogoče včasih vidim, da nimam, da ne vem točno, kaj je moj namen, da moram početi v svetu, a ne? In v resnici jaz nimam za dobrega na sveta, zato ker jaz osamljena, tako zares se ne spomnim, kdaj sem bila, ampak zato, ker se nisem pustila biti osamljena, ne? Ker sem vedno iskala to pozornost in težnjo to, da sem imela ljudi okrog sebe, čeprav tudi napačne. In iskreno ne znam, da dobrega na sveta, kaj je osamljenemu človeku. Kako se spopadati s tem, no? Se niti ni bil moj namen, da bi kakršenkoli nasvet iz tebe vlekel, tudi te nočem postavljati opozicijo, da bi te smatral kot neko strokovnjakinjo za te stvari, ampak se mi zdi, da je taka stvar, ki je zelo podobna po eni strani ugajalcom, ampak je kontra temu, torej je pa premalo narediš za to, da ne bi bil osamljen. Se mi zdi, da veš, je mogoče sam dobro lihjo ozavestati mogoče komu, da sta to pač dva enakovredna pola, ki sta na ekstremih. Ker če ti poznaš drug ekstrem oziroma proti težnjo, pol boš lažji navigiral mogoče, kaj moraš delati. Ali pa je recimo ugajalc pa jeza sta zelo povezana, neizražena jeza pa ugajalca.
Ja. Torej, ljudje, ki imajo veliko neizražene jeze, bojo bolj ugajali, ker na tak način ne morejo jeze dati ven. Povedati temu človeku, pa dej, pač zakaj sam jaz to delam, itd., a ne, raj naredijo, da je prbajti mir. Tako, ja. In ta je ful pogosta. Tu sem tudi jaz na ta način sem ugajalca oseb nagovarjal, da sem si jezo začel pustiti čutiti. In to mi je pa ta mala ven potegnila, ne. Da sem kar v nekih trenutkih začel vreti v mene, ne, pa sem jo previl, veš, ki se ti začne premetavati. Valjda. Začne vreti. V nekem trenutku sem bil jaz pa daj že mir, in pa še pride Ana, pa mi prav umir se, a ne. Ne človeku, ki je pred izbruhom jeze govoriti, umir se, prosim, ne tega delati, a ne. In mi je rekla, pač nisi bil ti, to je bil drug človek. Sem rekel, ja, pizda, ker sem si prvič pokazal, da imam jezo vse, pa ne. Da ni skozi vse sam super, pa dober, pa ja, pa mirno odrešiti stvari. Ne, sem šel dnevno, sem vzel polšter, sem si ga dal čez faco in sem se drl. Ja, verjamem. Je prišla in je rekla, si name tudi jezen, sem rekel, tudi nate sem jezen. Ja. Ne me sprašvati, zakaj, ne me sprašvati, kako pusti mi biti jezen. To je to, ne. In tudi že pri mladih, pri mlajših, že pri zdaj, a ne, pri Irini pa je stara let pa 4-5 mesecev, a ne. Vidiš, ko rata jezna, a ne, in si takoj ustavil se, ne, bod jezna, ne. Točno to. Tle mislim, da delamo ful razlike tudi med prejšnjim generacijami, ker smo se to tudi ful dotakali naprej, ne, da je Irini to. To po mojem, da pustimo jim čutiti, ne, da jaz tudi pustim Otona, lej se pa bod, da je čustva ven. To pa tudi, ki si omenil, kaj delamo drugače, ker naše generacije, evo, en vzorc, ki si ga jaz ful želim spremeniti, je to, kot posvojen otrok si tak, enkrat je ena moja posvojena prijateljica dobro rekla, si tak magičen otrok, ne. Ti celiš rane tudi, ne. In je to, da si pol ti tist, ki delaš svoje starše srečne. In včasih rata to tako, da je njihova sreča odvisna od tebe. A se bom jaz zdaj tam pojavila, bo ta onadva srečna, če se ne bom, bo ta onadva žalostna, ne, tako. In jaz to hočem Otonu povedati, to, kar sem že po moje prej povedala, ti si svoj človek in jaz si moram srečo sama poiskati, a ne? Pa ti si jo moraš sam poiskati. V smislu, jaz vem, da imam velikokrat občutek krivde, zato ker vem, da če jaz ne bom prišla k mami, bo ona nesrečna, a ne? Ampak pač ni namen, da je ona skozi srečna, a ne? Ker drugače sem lahko tam, Gašper mi je enkrat ful dobro rekel, pač ti lahko spiš tam, pa še skozi bo en delček, ki bo premal. Ja, a ne? A veš, a ne? In to si želim tudi dati svojemu otroku, ker jaz sem bila tako, če jaz grem na izmenjavo, bosta moja dva ful žalostna, ker me en teden ni, ne bom šla. Ne vem, mami me je hotela opisati v tečaj smučanja za en teden, nisem hotela iti, zato ker ne morata iti zraven. Tako, a ne? Jaz pa to hočem otroku dati, pač svoj človek si. Jaz ti sam pomagam, da postaneš to, kar pač si želiš postati, a ne? In ko bo šel od doma, moram negovati partnerja, zato ker tebe ne bo, da imamo midva spet ta life, kot so ga imela pred tabo. Tako. Tebe čaka izziv, po moje. Zdaj, ki si to omenila, se ne mislim nič tako govoriti, tako bo, kakor bo, ampak tako, ko bo Oton prvič nekam šel za dlje časa, me zanima, to me res zanima, kako boš takrat doživljala. Saj ne, kaj boš naredila, jaz verjamem, da boš ti naredila najboljš možno, kar znaš, ne? In da bo to dobro za vse. Ampak kaj boš takrat doživljala, kaj se bo dvignil, kaj bo mogoče pršel, ne? Ali pa se bo vrnil klete hoče med skozi zato, da te ne zgubim, ali bo... Ja, tle se mi zdi, da lani sem naredila en eksperiment prvič, no, ki je šel že za en teden z Gašperjevimi starši na morje, ne. Hudo. Pa je bil star 2 pa še malo, ne. Bravo. Ja, in lih zato sem sama sebe prepričala, da moram to narediti, da se slučajno ne zgodi to, kar si zdaj rekel, da mi je smela občutek, da ti moraš biti. Ja. In kako je bilo? Prvi dni sem kar trpela, moram priznati. Kaj si čutila? Je tako, aj v redu, a bo zdaj nona poskrbela tako dober, pa valjda, da bo, pa cej, ne, ampak tudi tako, aj Otonu ful težko, ko šel spat, a ful mislo name. Kvačem bo zdaj tako težko, ker me ni tam zraven, a veš, tako, a ne. In sem si to mogla dati ful ven iz tega, da tudi tako vzgajava Otona, ti se moraš prilagoditi svetu, a ne. In to je tudi ena izmed izkušenj, pa je se s tvojo nono, ki se imate radi, a ne. Tako da sem si pol to govorila, pa se ni skaredmo, se z ljudmi, s katerimi je rad,
pač pustimo uživati. In pol res sva tudi midva nek sred tedna začela ful uživati, se pol tudi ti doma sprostiš, ko si sam, pa si spet mal partner, pa je fajn, in pol sva ga šla iskat, je bilo itak ful dober, preleto je tjah teb, on se je imel dober, the best mu je bilo, in ti se smel dober, in jaz sem tako, it's ok. Ja, ampak si moraš se dati v situacijo, ne? Točno to. Situacijo, ki je strašna. Točno to. In tle mi je spet Gašper, Gašper je tudi mal bolj, pa dejva ga za en teden, kaj pa, kaj šel je še s svojimi bratrančki, ki ima še 2 bratranca, mal starejša. In rekel, dejva, in zdaj je to postala tradicija, zdaj grejo spet polet letos. Top. Tako da, sva ful vesela, no. In ko sem videla pogovarjava z Gašperjem o Otonu, imam jaz ful tako, kaj pa če ne bi živela v Ljubljani, jaz bi Otonu ful rada dala ta študentski life, ki ga jaz nisem imela, pač žvetle v nekem fletu, pa sem je dober med študijem, pa tako. Pa Gašper reče, je se bo šel pa v München. Veš, on je čistem, On je moška energija, ne? Tako, sem nekaj, sam res bo šel pa v München, zakaj pa ne? Ja. Fulkrat si Gašperja omenila. Ja. Kaj misliš, da je nekaj tazga, kar dela dober? Trenutno do tebe kot partnerke. Pustva zdaj otroka, ampak do tebe kot partnerke, zakaj lahko tako lepo govoriš o njem? Kaj je nekaj, kar ti daje? Daje mi toliko ljubezni, ono mene tokrat, pač res, ono mene res tokrat. Pač, ker čutim to, ker vidim, ne rabim mi povedati, pa čeprav si vsak dan poveva, ampak tudi, če mi ne bi vem. Ampak pri njemu je to, sprejme me tako, kot sem, a hkrati me opozarja na vzorce, za katere ve, da jih jaz nočem imeti več. In tako smo se pred podcastom pogovarjali. On mene veliko to opozori, lej, kva delaš, in jaz hiter eksplodiram nazaj, lej, kva ti delaš. In sva tam. In pol traja nekaj časa ta ping-pong, da jaz zašiftam mindset in pol prijem nazaj k njemu in se pač pogovarjava. Je pa tako, da on je mene navadil to, da prvič greva vsak dan skupaj spat, pa da nikoli ne greva spat skregana. In to mi ful pomeni. Res ful, da se zjutraj zbudiš, pa imaš ob sebi človeka, s katerim si kul, in včasih, ne vem, tudi jokala samo pojsli 2 uri, preden sem šla spat, ker sva se pač nekaj skregala, in pa mi je odprl rane in o mojih starših in tako, in ja, ampak jaz sem bila pa vedno ful hvaležna, sem mogoče v moment ni zgledal. Ampak tako, ne vem, mene on na en način tak zdravi, ne znam ti razložiti. Ja. Ampak to zato, ker vem, da nisem garala za njegovo ljubezen, jaz vem, koliko ima ona meni rad, in tudi jaz imam njega to rada, in pač, ja. Daj ti priložnost, da se sama zdraviš, ne? Tako, on meni sam pomaga. Pač to polnomočenje. Ja. Tudi vse okrog tega, kar se grem, pač, on je toliko dober support, veš, pa veš, da vsem tudi kot oče, da jaz lahko vse to počnem, mora biti on res dober oče. Jaz njemu 1000% zaupam z Otonom in tudi že 3 mesece je bil Oton star, ki je on mene prvič nagnal od bajte, tako, pej na telovadbo, midva bova ok. Pač mej svoje življenje. Bravo, Gašper. Ja, ful bravo, Gašper. In vidim, da ni povsod tako, in pol strglajo in mame in valjda jim je naporno ful, ker ne morejo iti od doma, ker imajo ali pa ta večni strah, zdaj bo ati v redu z doma po skrbu. Pač jaz tega strahu nimam nič. Ja. Tako in pač s tem sem lahko vse to, kar sem, da nisem sam mama, ampak sem lahko toliko več vlog igram dober. Zato, ker jih tudi on toliko svojih vlog igra ful dober. Tako da 2 izjemno pomembne stvari si zdaj kle povedala. Tako, kle se strinjam popolnoma s tabo. Eno je, da mora biti moški iniciator, velikrat tudi tega, da vi si lahko kot ženske, žene, mame, vzamete čas zase. To je tudi par Ani, zdaj ima mogoče malo preveč poln urnik s temi svojimi telovadbami, pa pilatesi. On nas malo zanese. Ampak ful sem vesel, res sem vesel, ker vem, kako je, če si dlje časa z otrokom sama, torej govoriva 7 ur, 8 ur, Stari, svaka čast unim mamicam, ki same vse, Sej se da, sej smo ljudje prilagodljiva bitva, ne vemo, koliko smo zmožni, ampak koliko lahko kot moški olajšamo, če samo 2 ure na teden vzameš tega otroka, ne da sta skupaj z otrokom, vzem ga. Jaz sem velikrat ta malo vzel in so šla ven. Ona sploh vedela ni. Ona je bila sama, ona je imela čas zase. Ful dober, ja. Ja, zdaj, ko imam mogoče malo več dela, ta obdobje, zdaj, kaj je mesec, 2, ni toliko tega, in tudi jaz čutim, da bi večkrat rad to naredil. Ampak ja, ta druga pomembna stvar, ki se mi zdi, da si jo izpostavlja, je pa
da ko komuniciraš z partnerjem o vzorcih, ki jih hočeš spremenjati, to ne delaš takrat, ko je impuls, naboj čustveni visok. Ne? Torej, mi to hočemo rešiti, takrat, ko enega ti zbodeš, pa dobiš nazaj pol kontrot, kot si rekla, le kva pa ti delaš, a ne? Pust, nima smisla. Ja. Ker jaz sem barnama zano opazil, da v trenutkih, da prav dobim tako zdele, ko se furava, pa mogoče se pogovarjava, koliko sva hvaležna za določene stvari, da lahko greva mogoče na golf, itd. Evo, zdaj ti bom jaz en vzorc pač tukaj povedal, kaj me moti. Ampak zato, ker sva v good vibe, imava večjo možnost, da ga rešiva. Točno to. In predvsem to, da veš, da ti človek hoče dobro. Da kaj mi hočeš s tem povedati, kaj me hočeš naučiti. A sem jaz že pripravljen to sprejeti ali ne, je odvisen od tajminga, ne, ampak ja, dobro je, da je verjetno tudi, glede na to, kaj si zdaj rekla, je verjetno tudi on tak, da mu ti lahko poveš Ja, ful bolj kot jaz. stvari in bo sprejel. Ja, še bolj kot jaz. In zato si ti začela sprejemati. Ja. In to ženske tudi trapte, a ne. Ja, pač jaz sem se od njega toliko stvari naučila, in to ful cenim. No. Pač, ker se mi zdi, da res največji napredek o osebni rasti sem naredila z njim. Pač se vidi, da sem tak človek, ki pač je pripravljen, ampak sem rabila res čist pravega človeka osebno in hvala Bogu sem ga dobila, sem res tako hvaležna. Varnost po moje, da je ta glavna. Da si, tako kot si rekla, ne, da se čutiš ljubljeno, da se čutiš sprejeto. Točno to. Ker se mi zdi, da če se ženska ne čuti ljubljene, ne sprejete, saj z moje izkušnje, mislim, ker so bila obdobja, ker se Ana ni, ker ni bilo zaupanja, ne, po moji krivdi, ni funkcionirala. Valjda, da ne. Sva bila ne za skupaj. Ampak, ko to prebiješ, ko to prebrodeš. Ja. Full nice. Soulmates, a veš, sam je delo, a ne, konstantno je delo. Skozi delo, pa polk imaš otroka, je pa to še 16-krat bolj dela, se mi zdi. Ja. Meni je bil to eden izmed boljših pogovorov zadnje cajte. Ne govorim podcast, ampak tudi pogovorov. Ja. Hvala, sem zelo hvaležen, vesel, da si vzela čas pa prišla. S ful velikim veseljem, res. Hvala, Darja, da najdeš take zgodbe, take ljudi, ki jih jaz sam ne bi. Tako da povej mi, kako se zdaj počutiš. Na začetku je bilo malo strahu. Ja, ful dober, res. Ful mi je bilo nice. Ful, res nice. Nisem si, mislim, ko poslušam tvoje podcaste, se mi zdi, wow, kako se lahko to folk tam čist prosti, ampak res se lahko čist prosti. No. Tako da, evo, če vas Jurek daj povab, ful je hudo. Neki reklame delati, prosim, že itak je preveč dolga lista. Ja, ful, hvala Bogu. In potem folk vpraša, a ti nov zmanjkal folka? V slovenščini delaš, ti nov zmanjkal? Človek. 2 milijona nas je. Točno to, vsak ima svojo zgodbo za povedati, lej, sam čutiti, pa tistega, ki je takrat na vrsti poklicati in to je to, a ne. Pa ima daj pršo, kar zmanjkal. Tako. Hvala ti, še enkrat za tvoj čas. Ja, bilo je lepo. To je to. Amadej.